Aci! Ja, je tašen čas, ko se začenja kihanje, ko se začenja kašljanje, torej seneni nahod. Ampak da se ga pozdraviti. Na kakšen način boste izvedeli v tokratni oddaji z Margareto Kokalj. Danes preverimo tudi, kakšne bodo energije v mesecu aprilu. Tadej Pretnar pa nam zaupa, kako delujejo kristali in kako kristali pomagajo človeku. Vprašanje, ki so si ga zastavili mnogi, predvsem tisti, ki imajo težave. Težave, ki se začenjajo ravno v tem času. S kihanjem, kašljanjem, rdečimi očmi in vse to se lahko nadaljuje celo v astmo in bolj resne situacije. Ali je možno pozdraviti seneni nahod in druge alergije? Margareta Kokalj ima odgovor. Kratek, jasen in poln upanja. Pozdravljam jo v naši družbi skupaj z gospo Grossman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, odgovor da ali ne? Da. Da. Odlično. Skoraj čudežno se sliši glede na to, koliko denarja se na letni ravni zapravi za različne zdravila, za različne terapije, take in drugačne, glede na to, da se to da pozdraviti in da se to da urediti. Na kakšen način, kateri je torej tisti način, ki ga vi izvajate pri vas? Jaz izvajam v bistvu lasersko akupunkturo, v bistvu lasersko aurikuloterapijo. Nekako pacijenti v povezavi s snovmi, na katere odreagira. V bistvu je to predvsem hrana, cvetni prahovi, tudi pršice, odvisno, kje je pač problem, a ne? Gospa Sonja, vi ste pa danes prišli, da poveste, glede na to, da imate lastno izkušnjo, ali se da seneni nahod in druge alergije pozdraviti, da ali ne? Da, 100%. Kakšne težave ste vi imela? Jaz sem imela težave čez vso leto. Imela sem, v začetku se je začelo že na spomlad in vedno sem kihala, kašljala, teklo mi je z očmi. Imela sem na vse alergijo, kaj je lahko v zraku in čez celo leto. Dokler nisem izvedela za to lasersko akupunkturo. Z gospo Margareto sva se dogovorili za termin, sem šla na pregled in sva začeli s terapijami. 3 leta je že od tega, kar je bila gospa Sonja pri vas, odkar je dejansko začela s tem postopkom. Kakšne težave je imela po samem prvem testiranju, na kaj vse je odreagirala? Ja, gospa v bistvu ni imela v bistvu samo seneni nahod. Ona je imela tudi težave po koži. Vem, da ko se spomnim, ko je prišla k meni, je bila po obrazu zelo pikasta. Tako da je bil problem tudi seveda v hrani, kot je pri vseh, ki imajo tudi cvetni prah. Saj to so navzkrižne alergije, a ne. Imela je in na hrano in na cvetne prahove pa zelo, zelo, zelo močno. Najbolj se pa spomnim pač nje, da je povedala mi, da nekako po noči se vsako noč zbuja in da od 1 do 3, to je bila ta ura, ko se je zbujala, in da kihne tudi po 100-krat. To se spomnim najbolj te 3 leta nazaj. A je kdo spal z vami? Ja, seveda je spal. Ne, ni spal. Ni spal. To je bilo zelo moteče. Vedno sem imela robček tu, robček tam. To je bilo nemogoče. Nikoli se nisem naspala. Pa mož tudi ne. Ja, on pa tudi ne. Pa ste pa rekla, me boš pela v Ljubljano, Jezus, takoj. Takoj sva bila. Ker prej pa sem tudi vse probala. Bila sem na imuniterapiji, bila sem na bioresonanci. Meni ničesar ni pomagalo. In zdaj 3 leta res moram poudariti, da sem ozdravljena. Ja. Ker živim pa tudi na deželi, ne? Ja. Kjer je vsega v zraku. Vsega. Ja. In zdaj se s vnuki sprehajam, ne kiham, ne kašljam. Življenje se spremeni na bolje. Margareta, to je tisto pomembno sporočilo, ki ga imamo danes za naše gledalce in gledalke, da obstaja življenje, ker to je življenjski problem, ne samo zdravstveni. To sigurno je življenjski problem. Se ljudje, ne vem, se pravi, so lahko zaprti v prostoru takrat, ko je najlepše, ko bi mogli iti ven v naravo, a ne, se gibati, so v bistvu zaprti v prostoru in se bojijo pač tega cvetnega prahu, a ne. Tudi, ne vem, tudi nekako svoje dopuste prilagajajo temu, nekako v službi se tudi zelo, zelo slabo počutijo.
čejo seveda antihistaminike, a ne, pravijo, da so zelo utrujeni, neprespani, se pravi, en kup težav imajo. No. Gospa Sonja, kako vi razložite ljudem, zakaj zdaj nimate več alergije? Kako to laserska akupunktura, kako to poveste? To po resnici povedano je zelo težko razložiti. Je, ne? To je težko, ker dokler to človek ne vidi, tudi za mene je bilo skoraj nemogoče, nekaj maštupanju, je bilo skoraj nemogoče to razložiti, ne? Ja. Ampak pomaga, to je bistvo, pomaga, ne? Ja. Pa se vam je zdelo malo čudno, ko vam je dala to gor, pa se mi je zdelo sigurno čudno. ste rekli, tole našlo čez. Ne, to nisem tako, verjela sem, najhujše je bilo za mene v bistvu dieta. To pa res moram priznati pa poudariti. Diete sem se držala 100%, ne samo tu nekaj bi, nekaj ne bi, 100%. Ja. Še po končani terapiji 3 mesece in potem sem počasi dodajala normalno hrano. Margareta, lahko obrazložite, kaj je zdaj s to dieto, kako je to zdaj povezano, no? Ja, v bistvu je tako, pač nekako jim povem, čemu se treba izogibati, a ne. Ja. Zdaj se ne spomnim več, kaj je gospa Sonja imela, to je res, se ne spomnim, ampak nekako to dieto se je treba držati v času terapije in pa po zaključeni terapiji saj še 2 meseca. In po 3 mesecih se v bistvu pride nazaj na brezplačno kontrolo, a ne. In takrat se pač vidijo rezultati. Takrat se vidijo rezultati. Je pa res, da to, ta terapija ne deluje čez noč. Ja. Moram pa reči, da se spomnim, da pri gospe je ta kihanje že med terapijo nekako se umiril, a ne. Kako je bilo? Jaz sem res, ogromno sem prekihala, z nosom je teklo, z očmi je teklo in če bi jaz danes imela alergije, ne bi tu sedela, ker jaz dopoldan nisem bila, da bi kam šla, ne. Hvala Bogu sem imela službo, ki sem jo opravljala popoldan, ker dopoldan prvič sem bila nenaspana, drugič z oči mi je teklo, rdeče oči, nos, glas se mi je spremenil, vse je bilo narobe. Ne? In kaj ste me vprašali? Ja. Ja, kdaj ste kihati, pa to nehala že vmes? Ja, že zmes sem malo nehala, ampak po končani terapije sem še jaz vseeno 3 mesece imela dieto. Ja. In potem sem postopoma opazala, da je bilo vedno manj tega, vedno manj in potem se je izničilo. Ni bilo to naenkrat, zdaj bi pa rekla od danes na jutri, jaz pa nimam več, ne? Ja. Ampak postopoma sem imela vedno manj alergij, ker sem vseeno bila alergična na ogromno stvari. Kolikrat ste pa šla v Ljubljano? 8-krat. 8 terapij? In to je bilo v koliko času? Jaz sem na teden šla na 2 terapije, ne? Na 2, ker tudi zaradi službe, kak mi je čas dopuščal, ampak na 2. Koliko časa je pa to trajalo? Tam koliko je bila terapija? Ena terapija je bila nekje 3/4 ure, ne? 1 uro. 1 uro. Ja. Če je 3 leta, se jaz ne spomnim več. Ja, 1 uro. 1 uro. In kaj takrat to je počela? Nekaj je držala pa tak. Kaj? Gospa Sonja je bila povezana z energijo snovmi, a ne, prek 2 pomembnih točk. Jaz sem pa v bistvu z laserjem delala akupunkturne točke, a ne. Nekako ona je v povezavi s snovmi, na katere odreagira, jaz pa z laserjem v bistvu brišem zapis napačne informacije imunskega sistema in telo, ko se sreča s tem alergenom, s to snovjo, ki je prej bil zanga tujk, se ne odzove več na tak način in ne odreagira. In ga ne prepozna več kot tujk. More pa pustiti te snovi na mir, ne? Na katere odreagirajo. Ja, jaz bom tako rekla. V času, gospa, se spomnim, ona se je lotila terapij v marcu, ker sem pač nekako zdaj pregledala kartoteko. In je v bistvu, ko je bil cvetni prah, smo vse lahko izvajali. Pri tej terapiji ni tako, da se more izvajati samo takrat, ko ni cvetni prah. Seveda smo začeli tako s hrano in z vsem tem, a ne. Tako, no. In potem je to šlo. Ko pa niste smela jesti? Ja, sladkor črtamo, mleko, mlečni izdelki črtamo, oreščke črtamo, belo moko, v glavnem, sadje, paradižnik, citruse. Jo, jaz nisem pripravila, ampak ogromno je tega bilo, pa koliko je že 3 leta. Ja, saj to, kaj sem jedla. Jedla sem tako, kot bi človek pravzaprav mogel, ne. Jedla sem, na primer, tiste zelenjavo, ki sem jo smela, to še vedno, se še vedno ostajalo kar nekaj stvari. In pirina moka je bila,
v glavnem bolj naravno in bolj zdravo vse. Kako ste se pa Testenine. počutila, ko ste hrano A zamenjali? pa jajca sem imela prepoved, popolnoma. Ja. Počutila sem se izredno dobro, to že moram priznati. Ja. Boljše, Boljše, ne? boljše. Kakšna kirica je tu šla dol? Ja, sem zdaj si že nazaj dobro. No, ampak kaj pa danes, to tudi ne jeste več tega? Ne, potem, po končani terapiji sem še se 3 mesece držala, potem pa sem počasi začela dodajati to hrano. Božji dar, ne? Zdaj še tudi vsega ne jem, ker vseeno sem se malo, kako bi rekli, malo vseeno gledam na zdrav način življenja. Ja. Ampak takrat sem shujšala, zdaj sem pa spet kile dobila nazaj. Ja, no, veste, kakšna je pot, ne? Vem, kakšna je pot. Ja. Ampak pustimo zdaj, ja. kile gor, dol, glavno, da ti lahko funkcioniraš do povdne, Točno, ne? da lahko normalno Ja. hodim okrog, z vnuki se sprehajam. Nimam omejitev, prej sem imela vedno neke omejitve. Jo, zdaj ne smem, zdaj ne grem tja, zdaj kiham, zdaj kašljam. Zdaj tega nimam več, sploh ne razmišljam. Jaz sem zdaj res, dejansko sem v 3 letih pozabila na to. Da je sploh to bilo. Ja, Jaz mislim, da v tej zgodbi je mož najbolj hvaležen, ne? on je najbolj, ko lahko spi, ne? Ja, ko lahko spi, pa funkcionalno ženo je dobro v Ja, to dopoldanskem pa res, času, ne? ja, to pa res. Ja, ne predstavljam si, da človek res živi na podeželju, pa da ima take izzive. Kdaj so se vam pa začele te alergije? Jaz sem imela alergije, kar se spomnim. Ni to zdaj bilo, mislim, da sem jih imela že kot otrok, ampak po rojstvu otrok, ne vem, zakaj je to povezano, sem imela vsako leto več alergij. Vedno je bilo nekaj, kar mi je spet škodilo. Šla sem na imunoterapijo, mi ni pomagala. Šla sem na bioresonanco, mi ni pomagala. Bila sem pri zdravniku, saj sem dobila tablete, take in drugačne. Ampak moje telo se je s časoma navadilo na vse tablete, spet mi nič ni pomagalo. Dokler nisem se mogla vdati, vedno sem iskala po internetu, ali kaj obstaja. In zgolj slučajno sem zagledala na internetu laserska akupunktura. Pojma nisem imela, kaj je to. Pokličem gospod Margareto, se dogovorima za pregled in sem se odločila. V bistvu nisem imela kaj izgubiti več. Saj sem že toliko vse posod bila, ne? In zdaj sem res hvaležna. Pomagalo, živim polno življenje, brez teh omejitev. To ne smeš, ono ne smeš, ne? Jaz sem vesela za vas. Hvala. Iskreno, res. Res mi je. Res, in to morajo ljudje vedeti, sploh pa tisti, ki imajo dejansko težave s tem. Ja, res. Navdih ste danes, No, gospa hvala. Sonja, navdih. Takih navdihujočih zgodb v vaši ordinaciji je verjetno kar precej. Ja, vedno več. Vedno več. Je pa res, da ljudje pač vsi ne pridejo na kontrolo in ne vem za vse, a ne? To je pa tudi res. Aha, ne pridejo, polka jim je vrejo, Ja, si si zato mislijo. v tem je hec, ne? Večina pozabijo, ne? To je to, ja. K tebi otroke vozijo tudi starši, ne? Ja, seveda, seveda. Kakšna starostna skupina ima zdaj trenutno že največ težav? Jaz imam v bistvu tudi že dojenčke, tudi od 5 mesecev dalje, zdaj jih imam 5, 8, 1 leto, zelo majhne, zelo majhne. In seveda tudi, ne vem, zdaj imam otroke stare, ki grejo v 1. razred, ne vem, je zdaj punčka, ki je imela najprej atopični dermatitis, sedaj ima že seneni nahod. Ko je, pač reče mami nekako, ko je atopični dermatitis zginil, ne reče se nekaj, ne, to gospa ni zginil, ampak je prišel v drugo obliko alergije in zdaj ima seneni nahod. Gospa Sonja, zdaj le vidimo tudi fotografijo, ne, od ene gospodične, kako to poteka, pa se sami to vi dobro veste. Ja. Ali boli? Ne, sploh ničesar ne boli. Ja, to je pomemben faktor. Ja, sigurno. Sigurno. Tudi ljudje so me spraševali, ko sem rekla, da hodim v Ljubljano, ja, kako to poteka, ali boli? Ne, ničesar ne boli. Popolnoma nič. Ni nič zbadanja. Nič spadanja. Ker akupunktura so igelce, veste? Ja, seveda. To ste že bili Vem. kdaj? Bila sem tudi, ja. Ste bili? Jaz sem čisto vse probala, ker imam alergija od ne 10 let, ampak 30 in v tem času sem probala čisto vse, kaj je bilo na tržišču. Ampak res, pomagalo mi je res samo to. To lahko rečem 100%. Wow. Margareta, moram reči, da sem tudi sama navdušena nad tem, pač verjamem, da če se ti pojavi, pa imaš nekaj let, da lažje odpraviš, kakor v primeru gospe, ki je imela to od nekdaj. Ja, to je res, ja. Nekako
vendar zapažam, da tudi te, ki imajo pač že vrsto let, rezultati so isto dobri. Ne, se pravi, te, ki imajo kratek čas, bom rekla, mogoče so samo hitrejši, mogoče mesec, dva prej, nič drugega. Ampak tudi te, ki imajo 30 let ali celo življenje, v bistvu isto so dobri rezultati. Isto. Seneni nahod je slaba popotnica za življenje, to zdaj vemo, težko je živeti, ampak vendarle lahko se zadeva poslabša, pa gre naprej, ne? Ja. Se pravi, pridejo k meni tudi nekako primeri, ko iz senenega nahoda pride v astmo. Jaz nekako tam ne obljubljam 100% izboljšav in tako naprej, ampak po večini lahko rečem, da rezultati so isto dobri in da ljudje v bistvu tudi opustijo pumpice. Ne potrebujejo več. Ja. Wow. Tudi. Takšni ljudje vsi, tudi kot je povedala gospa Sonja, obiščejo zdravnika, kjer dobijo dejansko tablete. Ali zdravniki vedo za lasersko akupunkturo? So seznanjeni z delom, ki ga dejansko opravljaš? Mislim, da je tega vedno več. Vedno več ljudi prije k meni in mi pove, da pa zdravnik je dal roke stran, ker so poskušali vse in nič ne pomaga. In nekako jih usmerjajo ali v akupunkturo ali tudi lasersko. Tudi priznam, da imam celo nekaj pacientov, ki prije k meni, da so jih prav poslali zdravniki prav k meni. Nekako je tako, da jim povejo, da pač ljudje imajo rezultate in jih potem pošiljajo oni, ker vejo, da so pač totalno nemočni pri alergijah. Torej lahko govorimo že o neki obliki sodelovanja, ne? Bi lahko rekla, ja. Kar je več kot dobrodošlo, se Ja, mi je zdi. pa že to 13 let, odkar delam, tako da ja. 13 let? Ja. Par let je to, da pač nekako jih tudi pošiljajo zdravniki. Torej, Margareta, stotine in stotine v 13 letih ljudi si dejansko testirala, ste pogledali v vaši ordinaciji učenje finta in tako naprej. Zakaj pride do senenega nahoda? Zakaj kihanje? Zakaj rdeče oči? Zakaj ves ta kaos, ki se dogaja, ki ti niti spat ne pusti, kaj šele živeti čez dan? Ja, v bistvu nekako sigurno vsi že vemo, da 80% imunskega sistema je v črevesju. In nekako otroci že podedujejo. Čim ima mama pa slabo to črevesno makrobioto, a ne, otroci tudi že dedujejo. So pa tudi primeri, ko reče mame, ja, jaz nimam nobenih težav, pa se jim pol mogoče kasneje izkažejo, a ne. To je dedovano, sigurno. Je pa tudi, da ni nujno, da je dedovano, to pa kar pomeni, to je pa pač sedaj ta naša prehrana, način življenja, v bistvu stres, a ne, onesnaženo okolje, vsa ta sevanja, mobiteli, računalnik, vse to vpliva. Ker mi pač uničujemo naravo, ona nas kaznuje nazaj. Jaz tako rečem. Teorija zdrži, ne? Sigurno drži, pri meni se je to pokazalo 100%, da drži. Veš, so imeli že vaši starši, tudi mama pa oče, so imeli težave? Tega ne bi vedela, ker nima več nobenega od staršev, tega ne bi vedela, ampak koliko se spomnim, je moj oče imel vedno težave, vedno je tisto pokašljeval, samo tega se spomnim. Ja. Drugače ne vem, da bi imeli. Pa tudi, ko še imam brata in sestre, tudi nimajo. Zgleda, da imam samo jaz v naši družini, ne? No, sem imela. Mela! Sem se takoj popravila, sem imela. Ja. Prvo sezono, kdaj ste sploh imela težave? Kdaj so se začele? Jaz sem imela težave, se je začelo nekje februarja, marca, ko se je začelo cvesti, ne? Ja. Ko zunaj vse cveti, takrat so se moje težave začele. In to na 100%. Kdaj pa pol konc? Ja, konc pa sploh ni bilo, da bi rekla tako konec, ker sem imela tudi na pršice in na prah, ampak bilo je dosti manj. Najhujše je bilo na spomlad, ravno v tem času. Ko sem jaz gospo Margareto obiskala, takrat je bil marec menda, ne? Res je. Takrat so bile moje stanje nevzdržno, jaz nisem mogla več, jaz sem rekla, ne morem več, jaz sem prišla k gospe, cela pikasta, otečena, oke take, z nosa mi je teklo. Jaz niti čez nos nisem mogla dihati, kar zdaj lahko, ne? Jaz lahko imam usta zaprte, prej to je bilo nemogoče. Bravo, iskrene čestitke, privoščimo vam, Hvala. definitivno. In če imate podobne težave tudi sami, zdaj veste, odgovor je laserska akupunktura
zagotovo bo dobro koristila tudi vam. In če poznate koga, ki ima s tem težave, povejte mu za to stvar, povejte mu za to zgodbo in pomagajte mu, da bo živel bolj kvalitetno. In če mi gremo na val teh energij, lahko zelo lepo pridemo po poti naprej. To ni čas za sramežljivost, ni čas za umikanje, ni čas za preobčutljivost.